Slovenske železnice že vrsto let sodelujejo na festivalu čokolade. Tudi letos uvajate neke novosti, kakšne? Ja, res je, mi že vrsto let sodelujemo, ampak ne samo na prireditvi festivala čokolade, temveč tudi na ostalih prireditvah in tudi v letošnjem letu smo z občino Radovljica sklenili posebni sporazum o sodelovanju, s katerim smo sprejeli neko zavezo, da širimo in tudi ponujamo storitve, katere so vezane na najbolj atraktivne ponudbe v Radovljici. Koliko vlakov bo pripeljalo v teh dneh v Radovljico? Ja, zdaj težko je ocenjevati, mi računamo, da kakšni par tisoč bomo sigurno pripeljali, glede na to, da je dogodek sam kot takšen zelo atraktiven. Mi smo v lanskem letu zaradi neke zapore proge imeli omejen čas priprave za prevoz in lansko leto v 2 dnevih smo pripeljali okoli 600 gostov. Glede na to, da letos imamo izredno organizirano, še s poudarkom na muzejskem vlaku, računamo, da bo ta prevoz zelo atraktiven, da se večina ljudi odločala zaradi prometnega režima v Radovljici, da bo koristila vlak. Moram reči, da so vlakovne povezave ne samo iz Ljubljane, temveč tudi iz Jesenic izjemno dobre, tako da lahko koristijo različne te povezave in tudi časovno si lahko določijo bivanje, da rečem, na samem festivalu. Vozil bo muzejski vlak in tudi cena bo zelo ugodna. Tudi to ceno lahko sporočiva gledalkam in gledalcem. Tako je, cena povratne vozovnice iz Ljubljane do Radovljice bo 15 € za odrasle, 7,5 za otroke od 3. do 12. leta starosti. Za otroke do 3. leta starosti bo brezplačni prevoz. To je neka bonitetna cena, gre za tako imenovani neki posebni užitek. Govorimo o tem, da bomo tudi na tem vlaku imeli tudi Linharta, Mitsko, da bomo imeli tudi tako neka presenečenja na samem vlaku in da bojo že potniki na vlaku doživeli nekaj sladkega na sami poti, preden pridejo v Radovljico.